našega mladega, niti ni mladi, je že izkušen zdravnik, tudi intenzivec, invazivec, lahko rečem. Torej, če treba, nam pogleda žile tudi od znotraj, zdaj pa nam bo predstavil, menim, da kar aktualno temo o okvarah različnih organov, predvsem se bomo osredotočili na srce, v zvezi z covidom, skratka v sklopu nekih kroničnih posledic ali anomalij v različnih organih. Nekje glavno gre za pljuča, srce, živčevje, torej tudi možgani so vključeni, marsikaj v smislu tega podaljšanega oziroma dolgega covida, nekako smo že povzeli to angleško različico long covid. Mi vemo, da sama dolžina ali pa bi rekel težavnost bolezni ni bila odločilna, celo tisti, ki so imeli torej lažjo obliko covida, so lahko razvili tudi te posledice, tudi mlajši, seveda starejši z dodatnimi obolenji so to prenašali dosti težje. Je pa pomembno, da vsi vemo nekaj o tem in da mogoče pri samem prebolevanju ali v sklopu prebolevanja ne izpostavljamo telesa mogoče tudi nekim izrazitim naporom. Skratka, da se vedemo kot včasih, ko je veljalo, da smo ob temperaturi, virozi legli v posteljo, pa ni treba ravno leči, ampak nekako se umiriti in z enimi takimi enostavnimi metodami pač preboleti to bolezen. Seveda tisti, ki pa potrebujejo zdravljenje ali imajo težje simptome, pa seveda tisti pa nagovarjamo, da ne čakajo predolgo, ampak naj se torej oglasijo če je potrebno tudi v urgenci oziroma pri svojem zdravniku, kjer bodo dobili navodila. Skratka, tako kot pri srčnih boleznih, ko se nekaj dogaja, ne čakamo zadnji trenutek, tako pri covidu, če se stvari zapletajo, ne bomo čakali predolgo. Jaz moram pohvaliti svojega kolega Marcela Bera, da je prevzel to nalogo in nam bo nekaj o tem povedal, še posebej zato, ker smo danes prekinili njegove počitnice družinske, ampak kot nam je povedal, glede na to, da trenutno na prostem snežni metež, mislim, da mu tudi v topli sobi ne bo hudega. Marcel, izvoli, mislim, da smo tehnični del uredili. Hvala tudi Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije za to tehnično podporo, pa ne samo tehnično, tudi moralno in tudi drugače smo nekako partnerji v tem procesu izobraževanja. Marcel, izvoli. Torej, evo, lepa hvala, primarjus, za te iskrene besede. Jaz vas lepo pozdravljam iz zasneženih Dolomitov. Moja naloga je, da danes malo predstavim to relativno aktualno temo, pa predvsem gre za ene vrste, taka ena slovenska lepa beseda je opolnomočenje o teh posledicah, dolgoročnih posledicah covida, namreč bolezen je razširjena, virus je razširjen in mogoče tudi seveda naša naloga je ne samo, da bi nekoga, ne vem, zdaj strašili, kaj se lahko gre narobe, ampak da ga tudi pravočasno, bi rekel, opozorimo, da nekatere zadeve pa se da tudi z nekakšnim počitkom razrešiti. Dejansko, kot je že rekel primarij, jaz sicer v osnovi se bavim z interventno kardiologijo, v času covida pa sem bil mobiliziran tudi v covid intenzivno enoto, tako da sem skoraj pol leta zdravil najtežje covidne bolnike, jih umetno ventiliral, intubiral, tako da dejansko imam izkušnje iz prve roke z vsemi možnimi, da rečem temu tako, prebolevniki. Kar se tiče samega covida, danes že teče drugo leto, ki se bo kmalu izteklo, bi rekel, epidemije, pandemije, tako da osnovne covidne informacije bi morale danes biti dostopne vsakomur. Nažalost, ogromno je tudi misinformacij, zanikovanja. Je pa neko osnovno dejstvo tudi to, da ker se je virus toliko razširil, zdaj hvala v bistvu tem mutacijam, da so naslednje mutacije vse milejše in
je zapletov COVID-a vse manj, ampak glede na to, kako dolgo vse skupaj traja, je vsakdo od nas bil v priliki, da ima stik z nekom, ki pa je utrpel težje posledice COVID-a ali se pa od COVID-a še danes ni v redu opomogel. Še zmeraj tisti, ki bo danes na srečo ne imel težav ali pa bo nek zanikovalec, bo se pozival na neke minimalne respiratorne težave v smislu šmrkanja, kar pa je tudi osnovna, bi rekel, osnovna različica ali pa razlika med osnovno koronavirusno okužbo, torej tisti klasični koronavirus, ki smo ga verjetno vsi, ki smo danes logirani tukaj na predavanje, enkrat, če ne večkrat v življenju preboleli, to je tisto nekadnevno šmrkanje, mogoče tudi brez vročine v večini, to je tista osnovna koronavirusna infekcija. Medtem ko pa okužba z SARS-CoV-2, torej pod tipom, tem agresivnim koronavirusom, ki pa ima lastnost, da prodre globoko v telo skozi dihala in pravzaprav z svojim delovanjem, predvsem na najbolj finem predelu človeškega telesa, to pa je mikrožilje, dejansko povzroča poškodbe različnih tarčnih organov. Tako da dejansko, kje smo mi danes, bližamo se 6 milijonom mrtvih, mislim, da današnji dan okoli 5,8 milijona mrtvih za posledicami COVID-a. Če pa mi pogledamo nekje deljenost po kontinentih, pa Evropa zavzema kar velik kolač smrti zaradi COVID-a. Najslabše je seveda na črnem kontinentu, pa ne zaradi tega, ker bi bili oni uspešni, ampak tam več kot polovica prebivalstva niti nima osnovne zdravstvene oskrbe, kaj šele možnosti detekcije virusa, cepljenost je nekje šele na 10%, tako da to dejansko mina katastrofo. Ljudje dejansko umrejo za neko koronavirusno okužbo z zapleti nekje v osami, kot si to noben od nas ne bi zaželel. Še zmeraj so v veljavi ukrepi na današnji dan v razvitem delu sveta, kot je vidno, še zmeraj zadeve niso pod torej neko kontrolo, predvsem na račun tega, da število obolelih tudi v blažji obliki, ampak so ljudje, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, še zmeraj obremenjujejo bolnišnične sisteme tudi razvitih držav, tako da so primorani kljub že dobri precepljenosti, ponovnih infekcijah, še zmeraj zavzemati, bi rekel, kar rigorozna stališča in mere, da poskušajo z preventivnimi ukrepi zajeziti epidemijo. Torej, kaj je sploh dolgi COVID, o katerem bomo danes govorili? Dejstvo je, da seveda tudi osnovna SARS-CoV-2 infekcija v veliki meri, torej tudi v 80% se konča po 2 tednih, po 3 tednih z, bi rekel, odstranitvijo oziroma z prekinitvijo glavnih simptomov akutne okužbe, kot so vročina, kašelj, morda težko dihanje, bolečine v sklepih. Medtem ko ta post-covidni sindrom, dolgi COVID, so pa v bistvu posledice kompleksnih okvar tkiva, različnih organov in posledice tega trajajo še mesece po sami okužbi, tudi do 1 leta. In dejansko danes se pač koristi najpogosteje ali post-covidni sindrom ali long covid sindrom. Torej dejansko ta dolgi COVID je možno, torej ali gre za nadaljevanje težav, torej da so nekakšne težave, simptomi, ki so med samim prebolevanjem, vendar v morda nekoliko blažji okužbi, nekoliko blažji obliki se nadaljujejo tudi več mesecev, ali pa se javijo z zakasnitvijo. Torej, ker je danes na splošno COVID-19 v znanstveno-raziskovalnem smislu, ne samo na področju medicine, ampak tudi sociologije, ekonomije,
paračunalništva, ne vem kaj, je dejansko najbolj raziskovana tema na svetu. Ne? In tudi medicinske študije so pokazale, da ima 10% ljudi po enem letu tolikšne težave, da jim to pravzaprav ruinira vsakdanje normalno življenje in pa tudi nezmožnost normalnega delovanja v službi. Vsi ti vzroki so zelo kompleksni, seveda nekako v grobem velja, da so k pojavu dolgega covida oziroma simptomov dolgega covida nagnjene osebe, ki so prebolele težjo obliko. To so bolniki, ki so bili zdravljeni v bolnišnicah, še posebej tisti, ki so bili zdravljeni v enotah intenzivne terapije, kaj šele tisti, ki jim je zaradi odpovedi dihanja bilo potrebno umetno predihavanje. Če pogledamo tako bolj neka zelo aktivna populacija, tukaj predvsem so pogostejše težave pri ženskah in to pri relativno mladih, v 30 in 40 letih starosti. Če pa pogledamo nekdo, katere kronicitete pa bolj, bi rekel, pridonese k temu, da se bo long covid, torej dolgi covid razvil, so pa sladkorna bolezen in srčno-žilne bolezni. Namreč to so bolezni, ki že v štartu pravzaprav imajo za svojo neko podlago okvaro znotraj žilne stene oziroma te mikrovaskularne mape. Doktor Bero, prosim. Oprostite, da prekinjam, ampak slajdi ne grejo naprej. Mi še vedno prvega gledamo. Aha, to pa, ker jaz imam zdaj tu share, screen you are sharing, live, recording. Kaj pa, če prekinete delitev, pa še enkrat delite vašo prezentacijo? Lahko, evo ga, tako, bom še enkrat dal share, evo ga, pa da screen share, pa dam zdaj tak, klik, zdaj grejo naprej. Zdaj pa gre, ja. Ja, zdaj drugega vidimo. Evo, drugega, pa bom jaz samo zdaj na hitro, preletel na hitro. Torej, začel sem z številkami, torej, da se bližamo 6 milijonom. Sam nek delež je evropskih smrti kar velik, skoraj četrtino nekega kolača, medtem ko največji problem v Afriki kot težava nedostopnosti zdravstvenega sistema. Na naslednjem slajdu sem ravno hotel pokazati, da še danes so aktivni ukrepi tudi v razvitem svetu, kljub precepljenosti, namreč ponovno se javljajo reinfekcije, ki prav tako, vkolikor je potrebna hospitalizacija, obremenjujejo tudi sofisticirane zdravstvene sisteme po svetu. Posledice torej so akutne in kronične in medtem ko dolgi covid je predvsem ta long covid, post-covidni sindrom, so lahko bodisi nadaljevanje težav akutne faze, kar naj bi izvenelo po dobrih 2 tednih, ali pa simptomi, ki se javijo z zakasnitvijo. 10% ljudi ima še po enem letu tolikšne težave, da jim to onemogoča normalno dnevno funkcioniranje, prav tako težave v službi. Mislim, da tukaj sem pa prej končal, torej, da so nagnjeni k long covidu, dolgemu covidu, bolniki, ki so preboleli težjo obliko, ki so bili zdravljeni v bolnišnici, med delovno populacijo predvsem imajo težave ženske in to tiste v 30-40 letih starosti. Če pa govorimo o kronicitetah, pa govorimo o sladkorni bolezni in srčno-žilni bolezni, saj gre za kronične bolezni, ki imajo v osnovi prizadeto endotelno disfunkcijo, torej znotraj žilno steno. Kadar govorimo na splošno o prizadetih organih, namreč covid ko prodre v kri in kroži in prizadene mikroožilje, se to odrazi na pravzaprav vseh organih telesa z različnimi stanji. V možganih so to najpogostejši glavoboli, migrene,
lahko tudi mialgije, lahko tudi torej nekakšne tresavice. Povsem tisto, kar pa je problematično, pa da se javlja kognitivni upad, dejansko ljudje imajo težave z razmišljanjem. Težave so, da jih preletimo na hitro, sama covidna okvara organov pri ledvicah lahko povzroči tudi odpoved ledvic, ledvicno popuščanje, prehodno odpoved tudi delovanja jeter, dodatno je to tudi obremenitev zdravljenja same bolezni. O gastrointestinalnih težavah je dosti znanega v bistvu o samih driskah dolgotrajnih, bolečinah v trebuhu brez jasnega vzroka, navzeja, bruhanje in tudi neke anoreksične težave, torej popoln padec apetita brez jasnega vzroka. Pomembni so tromboembolični zapleti, venske tromboze, pljučne embolije. O srčnih težavah bomo govorili v posebnem sklopu, medtem ko na področju endokrinih žlezd predvsem je problem v trebušni slinavki, tudi pride do ali sproženja že nekega prediabetičnega stanja v konverzijo v neko klasično sladkorno bolezen tipa 2, medtem ko pa bolniki, ki so že diabetiki, predvsem tisti, ki se zdravijo z inzulinom, pa lahko zmerno težka oblika covida privede tudi do neobvladljive regulacije samega diabetesa, same sladkorne bolezni, tako da so tudi potrebne večje količine, kot mi temu rečemo, zunanjega inzulina. Je pa tudi drugi aspekt tega, da se covidne pljučnice tudi zdravijo z kortikosteroidi, zato da se bi ta destrukcija pljučnega tkiva in vnetja zaustavila, kar pa tudi neugodno vpliva na samo sladkorno bolezen. Pojavljajo se tudi dermatološke težave, kot razne mikrokrvavitve pod kožo, srbečice brez jasnega vzroka, ki lahko trajajo mesece in mesece in tudi slabo reagirajo na terapijo. Lahko se pojavijo tudi motnje vida, povečanje očnega tlaka, tako da dejansko, bi rekel, cel mavričen spekter težav, ki jih lahko sama koronavirusna infekcija pridela. Zakaj to pride? Pride dejansko zaradi enega kroničnega vnetja. Mi temu rečemo, pride do nastanka nekih medceličnih glasnikov, to so majhne molekulice, ki so v našem tkivu celega telesa pač namenjeni temu, da usmerjajo vse metabolne procese celic, da dejansko poteka to po nekih, da rečem tako, ljudsko regeljcih. In seveda, ker so ta, bi rekel, celična navodila popolnoma porušena, pride do okvare, pride do napačnih signalizacij in zato tudi na koncu pride do okvare notranjega sloja, torej krvnih žil, zato pa se tudi zaradi povišanega vnetnega odgovora tvorijo potem in strdki, lahko pride dejansko do majhnih segmentov odmiranja znotraj žilnega tkiva, kar povzroči, bi rekel, destrukcijo nekih tarčnih organov. Torej, seveda, simptomi so raznovrstni in jih tudi ne moremo zlahka primarno pripisati covidu, vendar nekdo, ki je koronavirusno infekcijo prebolel, mora na te težave biti pozoren, in sicer gre za eno utrujenost, to je ena abnormalna utrujenost, ne tista, ki po 2 dneh počitka recimo izzveni, to je bolj kot ljudje počivajo, bolj ko si probajo oddahniti, bolj jaz
temu tako nekako rečem, v medicinskem smislu, imajo občutek, kot da so prazne baterije, ne. Ljudje imajo težave pri razmišljanju, pri koncentraciji, pozabljajo stvari, glavoboli se javljajo kot strela z neba, malo so podobni tudi lahko migrenskim, izguba okusa ali voha lahko traja tudi več mesecev, ljudje so omotični, imajo srčne palpitacije, torej čutijo neko razbijanje srca, občutek bolečine v prsi, občutek zadihanja, mislijo, da več ne morejo v prvo nadstropje niti peš, da so popolnoma iz sebe. Ponavadi je to en suh kašelj, ki vztraja in se nikakor ne pomiri, je nevezan na uro, ne na čas, ne na spanje, lahko prebuja nekoga iz spanja, lahko čez dan se javljajo kar nekakšni napadi, ki potem izzvenijo. Bolečine v sklepih in mišicah, ki smo jih vsi navajeni nekih gripoznih obolenj, trajajo in trajajo, delno zaradi, bi rekel, samega koronavirusnega dogajanja, nekaj pa tudi zaradi nekega socioaspekta celotne bolezni, pa se javlja depresija, tudi tesnobne težave, nespečnost, kot pa sem prej že povedal, prebavne težave pa sodi predvsem slabost driska, bolečine v trebuhu in izguba teka. Kljub temu, da ljudje COVID prebolijo, lahko še po mesecu, dveh imajo enodnevne, dvodnevne vročine, ki pa nimajo za vzrok neke akutne virozne okužbe. Česa je dejansko največ? Največ je te utrujenosti, slabosti z vidom. Dejansko bom tukaj šel na naslednji slajd, kjer so dejansko naredili eno veliko raziskavo v Italiji, in dejansko, če se bolj kar usmerimo na 5 najpogostejših težav, smo rekli slabost, hlastanje za zrakom, bolečine v sklepih, bolečine v prsnem košu in kašelj. Sedaj pa nekaj direktno o zdravljenju. Velika večina teh težav, bom rekel, na pametenih 90-95%, je predvsem simptomatska oziroma zaenkrat jasne terapije ni. Glede na to, kako dolgo pa koronavirusna pandemija traja, nekako simptomi s časom izzvenijo. Kadar so blažji simptomi, se lahko zdravijo tudi simptomatsko, primer paracetamol kot analgetik za bolečine, za glavobol, tudi če je kakšna enodnevna vročina, kašelj se lahko zdravi simptomatsko, tisto, kar je najbolj pomembno, ker gre v osnovi za suh kašelj, ko gremo v lekarno in prosimo za sirup ali za karkoli, moramo seveda naglasiti, da gre za suh dražeč kašelj, torej potrebujemo zdravilo oziroma potrebujemo sredstvo, ki kašelj umili. Namreč suh kašelj moramo zatreti, medtem ko produktivni kašelj pa moramo spodbuditi. Medtem, kadar pa imajo bolniki hujše simptome, pa lahko, da potrebujejo bolj specifično terapijo, lahko pa tudi je potrebno rehabilitacijsko zdravljenje. Tu seveda predvsem tangira ljudje, ki so preboleli COVID v hospitalnih pogojih, ljudje, ki so preboleli COVID v intenzivnih enotah, namreč osnovna, bi rekel, smer, pa hkrati tudi ene vrste težave zdravljenja je, da ker za covidne pljučnice dejansko jasnega tarčnega zdravila zaenkrat še ni, se ljudje zaradi respiratorne odpovedi, zaradi odpovedi dihanja, morajo zdraviti z invazivno ventilacijo, torej morajo se priklopiti na respirator. To so ljudje, ki jih je treba dati v umetno komo, ki lahko traja tudi več tednov. In če je to tako poenostavim za laično javnost, to je enako, kot da bi nekdo 3 tedne dobesedno spal. To pomeni, da pride do razpada mišic, oslabljenja mišic, oslabljenja centralnega živčevja, oslabljenja, bi rekel, vseh refleksov, refleksa požiranja, refleksa tudi vidnih refleksov in to seveda zaradi tega, da mi na način,
lahko bolnika umetno predihavamo, pljučem odvzamemo dihalno delo in jim vso to rezervno energijo, ki jo še pljuča imajo, prepustimo, da se lahko same, koliko se le da, obnovijo. To je takšni ljudje, kot vidimo večkrat na poročilih, so tudi v stanju, da se morajo učiti hoditi. Zdaj, osnovna neka določena tarčna zdravila so že na tržišču, so že blizu, dejstvo pa je, pa so tudi moje osebne izkušnje, da sem v svoji karieri samo enega cepljenega mladeniča, če mu lahko rečem mladenič, ki je bil star 48 let, pa što je bil pol leta od vakcine, da sem ga moral priklopiti na respirator. Drugače, polno cepljenega pod 80 let si nismo rabili umetno ventilirati. Zdaj pa bomo se malo osredotočili na srce, namreč virus sam lahko tudi neposredno poškoduje srčno mišico, ker pa je srce centralni črpalni organ, brez njega vse skupaj nažalost bolj slabo deluje. Gre tukaj za dve plati medalje, eno je torej imunovnetni odgovor telesa, drugo je pa sama znižana zasičenost kisikom, ki je pa tudi osnovna posledica temu, da pride do respiratorne odpovedi vsled koronavirusne infekcije. Ker je koronavirusna, torej COVID-19, tudi bolezen endotelija, pride do, seveda, da temu rečemo, draženja mikrocirkulacije najmanjših žil, tudi koronarnih, torej tistih srčnih žil, ki hranijo srčno mišico, tako pa lahko pride do sproženja, torej poka neke aterosklerotične lehe, ali pa dodatnega nastajanja strdkov, ki mašijo krvne žile in dejansko pripeljejo do tega, da nastane srčna kap. Tukaj je ena slika, ki to dejansko nekako šematsko prikaže, dejansko te notranje celice, notranje obloge, to je endoteli, ki ga koronavirusne celice napadajo, ga okvarjajo in vsled tega bodisi odumrejo, s tem, ko odumrejo, bi rekel, tudi krvni mediatorji začutijo, da nekaj v žilni steni ni v redu, kar pa se pomeni, da se, mi temu rečemo v medicini, se poruši Virchowov trias, torej da bi srčno-žilni balans bil zagotovljen, mora biti A, kri zdrava, B, srčno-žilna stena zdrava oziroma nasplošno žilna stena zdrava in pa tudi sama kri ne sme biti nagnjena k strjevanju. Tukaj je en nekoliko poglobljen slajd, ki pokaže, kaj vse se dogaja, da bi na koncu vnetni odgovor na koronavirusno infekcijo napadel srčno mišico in s tem povzročil srčne težave. Torej, dokot pa sežejo posledice covida, dejansko na srcu je nekaj, bi rekel, celot, celin, na katere se mi pač koliko toliko koncentriramo. Prva je miokarditis, torej vnetje same srčne mišice, druga je srčni infarkt, torej srčna kap, srčno popuščanje, aritmije, torej motnje srčnega ritma in srčno brazgotinjenje. Namreč s tem, ko koronavirus napade srčno mišico, določen del srca ali pa določen del srčnih, bi rekel, določen areal srčne mišice lahko otrdi, odumre in ga nadomesti fibrozno tkivo, tako da dejansko to potem iz ene kompaktne mišice, ki ima zmožnost krčenja, nastane en tog sektor. Torej, kaj je miokarditis? Je vnetje srčne mišice, marsikateri drug virus je kardiotropen, torej rad napada srce. Težave so bolečina v prsih, bolečina, ki se okrepi ob dihanju, lahko pride do sinkope, torej nenadne izgube zavesti, omotica med naporom, občutek težkega dihanja, predvsem v naporu, občutek nerednega bitja srca in pa pride do pomembnega zmanjšanja telesne zmogljivosti, vključno z utrujenostjo.
Dodatno pa seveda, ker gre za akutno vnetje, je lahko prisotno tudi torej povišana temperatura, lahko je tudi kašelj ali predhodno bilo kakšno vnetno obolenje, tudi na primer driska. Pri srčnem infarktu seveda eno je osnovno vnetje srčne, torej žilne stene, poka aterosklerotične lehe, ki na koncu privede do zaprtja žile, bi rekel, eno tudi covidni aspekt srčnih težav oziroma tudi srčnih kapi, pa je prvo neugoden potek, drugo pa tudi neka zmanjšana dostopnost do storitev. Dosti ljudi je zaradi ukrepov in zaradi nekega straha, da se bodo okužili ali pa da bo kaj narobe, je dejansko minimaliziralo svoje težave in moramo reči, da na žalost smo bili v zadnjih 2 letih priča precej zamujenim infarktom, ki so dolgoročno precej manj ugodni, kot če nekdo z akutnim infarktom pride pravočasno na naša vrata, pa tudi na koncu v kateterski laboratorij. Če govorimo o aritmijah, je predvsem pri mlajši populaciji predvsem neustrezna sinusna tahikardija, to pomeni, da pride do nekega porasta srčne frekvence, tudi lahko do 120-130 na minuto, brez jasnega vzroka. Tu ne gre za klasično aritmijo v bolezenskem smislu, ampak dejansko srce pospeši, ali je to tudi zaradi nekega neke anksiozne podlage. Pri starejši populaciji so lahko najprekratne tahikardije, predvsem atrijske fibrilacije, lahko se v sklopu koronavirusne infekcije tudi demaskira atrijska fibrilacija, saj zaradi izčrpanja telesnih rezerv pride do atrijske fibrilacije. Tudi pa če pride do miokarditisa, torej vnetja srčne mišice, to pa naredi tudi določene posledice na prevodnem sistemu srca in pride do motenj srčnega ritma. Vsak kardiološki pacient, ki je podvržen nekim novim, na novo nastalim motnjam srčnega ritma, je brez kakšnegakoli vprašanja nekdo, ki si zasluži poglobljeno kardiološko obravnavo. Samo srčno popuščanje je lahko vzrok kot primarno slabljenje srčne mišice, lahko tudi slabljenje srčne mišice zaradi koronavirusne infekcije, lahko zaradi oslabljenega dotoka krvi v srce, tu gre predvsem na račun sočasne okvare pljuč, kot sem prej že omenil, so lahko težave v smislu togosti srčne mišice, saj zaradi brazgotinjenja je podajnost srca oziroma raztezljivost srca zmanjšana, in pa ker epizode srčnega popuščanja dejansko nastanejo v epizodah, predvsem ko govorimo o poslabšanju, lahko nastanejo tudi več tednov, kak mesec dni po preboleli okužbi. So pacienti, ki so, da rečemo temu, koronavirusno okužbo dobro zvozili, se dobro zrehabilitirali, pa potem, ker so očitno neke telesne rezerve bile vseeno preveč izčrpane, pride do neke pojavnosti srčnega popuščanja. Kako naj ravna srčni bolnik? Za konec bi dejansko nekaj točk navedel. Ne opuščamo zdravil brez posveta zdravnikom. Dosti ljudi je določena zdravila opustilo, predvsem na začetku, od zdravil iz skupine AC inhibitorjev, ki jih ogromno srčnih bolnikov ima, in zaradi povišanega krvnega tlaka in zaradi srčnega popuščanja, nekateri ledvični bolniki tudi zaradi ledvičnega popuščanja. V osnovi tudi moramo skrbeti za nek zadosten vnos esencialnih vitaminov in mineralov. Tu primarno sem jaz pristaš zdrave prehrane, živimo v zahodnem razvitem svetu, kjer je dostopnost do kvalitetne hrane zelo visoka.
Vsak srčni bolnik si mora redno meriti krvni pritisk in srčni utrip in si to zapisovati. Vsi večji odkloni morajo biti seveda poročani svojemu zdravniku. Dobrodošlo je tudi merjenje sladkorja v krvi, namreč dosti srčnih bolnikov je lahko v nekem prediabetičnem stanju, ki tega ne čutijo, ne, in se šele odraža sprva samo na meritvah. Absolutno je priporočljivo cepljenje iz kardiološkega vidika. Smo tudi slišali, tudi so bile polemike o pojavnosti miokarditisa pri cepivih. Namreč seveda, ko cepivo sproži vnetni odgovor, ki ga mora sprožiti, da lahko mi tvorimo svoja protitelesa, je pri določenih ljudeh zaradi navzkrižne reakcije tudi prišlo do vnetja predvsem osrčnika, ne toliko srčne mišice, ki je bilo, hvala Bogu, dosti blažje in hitreje prebolelo. V kar nekaj strokovnih študijah, ki so jih opravili in so jih tudi ustrezno publicirali, pa je razmerje med miokarditisi sproženimi z cepivi in miokarditisimi sproženi z klasično koronavirusno okužbo nekje skoraj 1:8. Torej, vkolikor pa zbolimo za hujšimi simptomi covida, je danes glede na to, da so že zdravila v smislu torej koktejlov protiteles, ciljnih zdravil, Regenerona, se posvetujemo z svojim zdravnikom tudi o napotitvi v tako zvane covid ambulante, kjer covid infektologi glede na anamnestično sliko, na preteklo zdravljenje, tudi glede na cepilni status, se odločijo o že naprednem zdravljenju bolezni. Varujemo sebe in druge in pazimo, da se kaj hudega ne zgodi. Tako da iz moje strani se lepo zahvaljujem. Je to. Hvala. No, če se oglasim, hvala kolegu za zelo pregledno, moram reči, veliko podatkov v relativno strnjenem času smo tu doživeli, kot sem videl že, opombo bo posnetek predavanja na voljo tudi na spletni strani društva. Nekateri, ki imajo Facebook, mislim, da je nekaj preko Facebooka, ampak na spletni strani društva so predavanja ta in tudi druga vedno dosegljiva. No, jaz sem prej tudi napisal, da bi imeli v okviru razpoložljivega časa tudi krajšo razpravo, predvsem ste vabljeni, da vprašate. Jaz pa ravno zdaj gledam na tem seznamu vprašanj, da je gospod je napisal, preboleli in kasneje cepljeni menijo, da so posledična slaba počutja zaradi cepiv in nedolgega covida. On tega ne trdi, ampak sprašuje, ali imajo prav. Težko je opredeliti, kot mi temu rečemo, kaj je kura, kaj je jajce. Nekaj, kar tudi botruje temu, da težko, bi rekel, jasno definiramo, ali od cepljenja ali je od same bolezni, je tudi to, v kakšnem časovnem razmaku so ljudje bodisi bili sprva cepljeni in nato preboleli, torej koliko so že bili, bi rekel, cepilno oslabljeni, ko je prišla bolezen, ali so bili tudi primeri, ko so se ljudje relativno hitro po preboleli okužbi cepili, v smislu, da se zaščitijo. Nekaj so tudi bile smernice, ko so se nekoliko spreminjale, tako da jasnega odgovora žal jaz osebno nimam. Tudi strinjam se s tvojim odgovorom, me veseli, da si tudi omenil v sklopu miokarditisov, ki smo jih seveda poznali tudi pred obdobjem covida, si omenil tako možnost posebno pri mlajših moških, kar je omejilo uporabo nekaterih cepiv, možnost neke vrste miokarditisa po cepljenju. Moramo takoj povedati, tako kot si rekel, da je to zelo redek pojav bil in vsi ti miokarditisi so ozdraveli oziroma so se zaključili dobro, torej ni bilo nekih posebnosti. To je tudi mogoče eden od delčka odgovora glede na to vprašanje, ki sem ga postavil. Ja, torej tudi ena stvar je dejansko, torej, da bi rekel,
cepilnih, ne, da rečem temu cepilnih miokarditisov pri moških nad 60 let skoraj da ni. Tako. Pravzaprav skoraj da ni bilo. No, tako da ali je to nek varovalen sistem ali je to zaradi toliko močnejšega vnetnega odgovora pri mlajši populaciji, ampak dejansko starejši, ne, ki so, rekel, cepilna lestvica vsekakor je šla od najstarejših v najbolj ogroženih navzdol, pri teh ljudeh, ne, in tudi nad 60 let je precej kardioloških pacientov, srčnih bolnikov, teh zapletov, hvala Bogu, ni bilo. Lepo, ja, hvala za to dopolnilo, to je zelo pomembno. No, pa tu je še eno vprašanje, bi jaz samo malo, zdaj pa se je nekaj premaknilo, in sicer vprašanje je bilo postavljeno, ali lahko pride do ventrikularne fibrilacije, torej fibrilacije prekatov, za katero vemo, da je lahko usodna, torej to je moj komentar, 4 tedne po prebolelem covidu, da se človek predtem povsem dobro počuti in nima prav nobenih težav. Konec citata. Torej, pri ventrikularni fibrilaciji sta najpogosteje dve možnosti. Ne? Torej, dejansko ni najpogosteje, ampak dejansko tako je. Bodisi, da gre za bolezen prevodnega sistema, ne? Kadar dejansko prevodni sistem ali zaradi starosti ali zaradi nekih drugih komorbidnosti odpove in dejansko pride do, mi temu rečemo, primarne motnje ritma, ali jaz tako svojim pacientom najlažje rečem, dejansko odpove srčna elektrika in takrat pride do ventrikularne fibrilacije. To je letalni ritem, to je ritem, ki, če ni takojšnjega oživljanja, se konča z smrtjo. Druga opcija je pa, da je to posledica slabe prekrvavitve žil, torej slabe prekrvavitve srčne mišice. To pomeni, da mora biti sprožilni dejavnik, kar je po navadi srčni infarkt, ki pa se v veliki meri prične z prsno bolečino. Torej, dejansko, da bi nekdo iz čistega zdravja samo dobil ventrikularno fibrilacijo, brez nekih presimptomov, je skoraj da nemogoče, kolikor nima infarkta. Hvala ti za ta odgovor. Pojavil se je novo vprašanje, kako pomembno, no to je malo bolj splošno, ampak ima tudi neko povezavo s covidom, kako pomembno je za zdravljenje, na primer, atrijske fibrilacije, poznati njen vzrok, torej ali je posledica covida, oziroma na kakšen način se tak vzrok ugotavlja. Vemo, da je veliko teh, bi rekel, vzrokov, pa te prosim še tvoj pogled. Ja, torej, atrijska fibrilacija je v veliki večini dejansko problem staranja prevodnega sistema in ko govorimo o staranju, lahko govorimo že o ljudeh od 40. leta starosti pa naprej. Danes zaradi tehnike, zaradi tlakomerov, ki že senzibilizira, ali gre za neredni utrip, se več tega odkrije in tako imamo dejansko večji bazen teh pacientov, ki jih zdravimo. Da bi COVID dejansko sprožil atrijsko fibrilacijo kot primarno motnjo ritma, torej problema v srčni elektriki, je zelo malo verjetno. Najpogosteje je zaradi same koronavirusne okužbe, izčrpanja organizma, covidne pljučnice, ki seveda zaradi dihalne odpovedi dejansko obremenjuje srce. Tako da ne glede na to pri atrijski fibrilaciji, kakšen je vzrok, kaj je sploh pripeljalo do tega, da smo mi atrijsko fibrilacijo odkrili, je zdravljenje enako in da temu rečem tudi enako agresivno. Tako, kot si rekel, velikokrat tudi vzroka ne najdemo, pogosto je pri bolnikih z zvišanim krvnim tlakom in tako dalje, ampak tu zaidemo v zelo široke razloge in dostikrat, torej včasih najdemo, včasih pa tudi ne. Torej, pojavilo se še eno vprašanje, vidim, da se je scena razgibala, ali se lahko hudo srčno popuščanje nastalo 2 meseca po prebolelem covidu sčasoma izboljša ali je dokončno. Torej, če povežemo to popuščanje s covidom, ali je trajno ali prehodno. Prvo, tu sta seveda 2 stvari, ki sta pomembni. Prva stvar je, v kakšnem, torej ali gre to za na novo odkrito srčno popuščanje, ali je bilo to srčno popuščanje, ki je bilo morda v neki podmukli fazi in ga je šele koronavirusna infekcija manifestirala. Namreč
srčno popuščanje, bi rekel, še zmeraj mnogi pacienti ne razumejo, da je to kronično stanje, ki ima svojo pot in mi z svojim zdravljenjem, mi z vsemi zdravili, z zdravljenjem vseh bolezni, organov okoli srca, dejansko razbremenjujemo srce, da ne popušča naprej. V nasprotnem primeru srčna mišica z časom, z meseci, z leti slabi do momenta, ko več ne zmore naših potreb, do na koncu dneva, ko bi rekel, srce premaga, lahko tudi, če govorimo o teh respiratornih okužbah, tudi klasična neka gripozna okužba. Torej, to je iz aspekta samega srca. Druga stvar pa je, kakšna je bila koronavirusna infekcija. Namreč, če je nekdo sicer srčni bolnik, ampak je prebolel koronavirus rečemo temu, karikiram, v 3 dni vročine, nekaj malega kašljanja, v enem tednu bil zelo dober, je nek pridonos slabih pljuč izredno majhen. Medtem ko nekdo, ki pa je prebolel COVID z zapleti, to pomeni, da je imel torej dihalno odpoved, pa to ne pomeni, da mora nekdo biti na ventilatorju, že da je rabil kisik, to pomeni, da ljudje, ki so rabili kisik, so bili podvrženi kar precejšnjemu brazgotinjenju pljuč, upadu kapacitete pljuč, kar dodatno slabi srce. To pomeni, to je en, rekel, sovzrok, da do tega pride. Tako da, treba je najti balans med tema dvema vzrokoma, da bi lahko rekel, ali je nekaj dokončno ali ni dokončno. Kot pa mi že vemo, srčno popuščanje, ne glede na to, kaj ga je do tega privleklo, ali nekdo, pa zdaj govorimo pač o koronavirusu, lahko ima nekdo eno težko bakterijsko pljučnico, dobi potem srčno popuščanje zaradi slabljenja srčne mišice. Zdravljenje je enako hitro, enako agresivno in enako, bi rekel, promptno. Tako da, Super. Hvala ti, zelo dobro si zelo tu te teme in mislim, da bodo vsi, ki spremljajo naše predavanje in ta vprašanja, odgovore, s tem zadovoljni. Prosim, če še kdo, jaz tukaj na chatu oziroma napisanih vprašanj nimam. Mogoče iz ljubljanskega studia, če lahko tako rečem, še tam imajo kakšno na zalogi? Na Facebooku ni več vprašanj, zdaj, kar je bilo, smo posredovali. Če ima še kdo vprašanje, lahko kar vklopi mikrofon, pa vpraša. Tako. Jaz bi povprašal, prej ste rekli, doktor, da je umetna koma traja lahko tedne in da je posledica tega tudi lahko odmiranje. Zakaj je to potrebno? Ali se ne bi mogli temu izogniti, ker posledice so potem pri hoji, pri govoru, pri memoriji, pa lahko še pri čem. Mene zanima, zakaj je potrebno tako dolga koma? Torej, umetna koma je potrebna zato, da lahko aparat prevzame dihalno delo. Vkolikor se bolniku ne odvzame zavest, je nemogoče, da aparat diha namesto človeka. To je ena stvar. Zakaj pa so umetna predihavanja pri covidu dolgotrajna, je pa zaradi tega, ker ciljnih zdravil, ki bi torej okvaro pljučnega tkiva, namreč gre za odmiranje pljuč. Gre za odmiranje pljuč, torej, evo, jaz nekako pač sem malo avtomobilski entuzijast in rad vedno jaz to z avtomobili primerjam, tudi zaradi tega, ker smo v Sloveniji imeli usekane avtomobile, vsi imamo radi avtomobile in jaz tako rečem. To je nekako tako, kot da bi vaš zračni filter nekdo zapacal na 90%. In ni čistila, ni zdravila, ki bi ta filter dejansko očistil, da bi lahko spet normalno filtriral. Dejansko obstajajo, bi rekel, rezervni mehanizmi v samih pljučih plus dodatna zdravila, ki jih mi dajemo pacientu, da zmanjšamo vnetni odgovor. Torej, vse, kar naredimo za pacienta, naredimo v vidu tega, da omogočimo pljučnemu tkivu, da se samo obnovi. Ker pa je pljučno tkivo
sestavljeno na specifičen način, je obnova pljučnega tkiva toliko počasen proces, da za razliko od neke bakterijske pljučnice, ki vas lahko pahne v dihalno odpoved in je potreben respirator takrat, ker je ciljna antibiotična terapija. Če se tako malo ljudsko izrazim, antibiotik počisti pljuča v nekaj dnevih in si pljuča opomorejo in lahko prevzamejo delo. Ker pri koronavirusnih pljučnicah tega ni, je enostavno potrebno dolgotrajno predihavanje, zato da se pljuča samo opomorejo. V nasprotnem pride do propada pljuč, oziroma je nemogoče. Tako da tudi je to, bi rekel, nažalost, kobno za paciente v smislu, da so telesne pljučne rezerve toliko izčrpane, da kljub temu, da se pljuča z ventilatorji razbremenijo, z dodatnimi zdravili razbremenijo, se v telesu ne najde tista, srečem, rezerva, ki bi pljuča spravila v takšno stanje, da bi lahko se potem človek pa odvedel od ventilatorja. Tako da tu gre dejansko za zdravljenje dihalne odpovedi. Verjetno čez kakšno leto, dve bodo kakšna ciljna zdravila, ki bodo ta vnetni odgovor pljuč oziroma dobesedno razdor pljučnega tkiva uspele hitro zajeziti, ustaviti, pa mogoče tudi tega ne bo potrebno. Vsakemu, ki dela v intenzivni enoti, ni ljubo gledati ljudi na ventilator, namreč to so dolgotrajni procesi, mučni procesi za vso osebje. To so ljudje, ki ne jejo, nekdo, ki je v umetni komi, se tudi umetno hrani. Treba je te ljudi obračati na trebuh z vsemi cevčicami, kanali, ki so priklopljeni zaradi tega, ker ko so ljudje obrnjeni na trebuh, se določen del pljuč boljše predihava, tako da tu dejansko gre za zdravljenje pljučne odpovedi. Hvala. Še kdo? Eno vprašanje je še noter v chatu. Prosi za pojasnilo, če je mogoče, kakšna je verjetnost, da se slabe 2 meseca po prebolelem blagem covidu pojavijo simptomi, kot so pareza obraza, vensko popuščanje in motnje govora. Ja, zdaj pareza obraza kot nevralgija nervusa trigeminus sicer, koliko jaz vem, ni opisovana v covidnih zapletih. Vensko popuščanje je spet odvisno, ali ima nek primarni stadij, namreč vensko popuščanje se začne z tistimi najmanjšimi krčnimi žilicami, ki jih mi komaj da vidimo pod kožo. Motnje govora pa se navezuje na nevrološke težave, ali je tukaj striktno samo motnja govora, ali pa so tudi kakšne druge pridružene nevrološke težave, v smislu glavobolov, motnje spomina, motnje koncentracije, slika migrene, ravnotežja. Tako da tu absolutno se opredeliti težko. Ampak kar se tiče tega pareza obraza, jaz še nisem slišal za to. Vse kaže, da nas bo COVID pravzaprav strašil še dolgo, čeprav bo že minil. Ja, zdaj glede na to, da nove različice slabijo, da vseeno zajeten del populacije je cepljen, zaščiten, še zmeraj na žalost premalo, tako čisto čez palec. Cilj bi bil, da bi vsi mi bili dobro precepljeni in potem lahko virus kroži med nami, koliko hoče, ampak dejansko, da bi prebil, bi rekel temu cepilno bariero, bi bila izredno mala. To so že pristopi, ki se jih poslužujejo v, bi rekel, ne odlično cepljenih državah, kot so na primer Portugalska, počasi bo tudi Anglija in tako naprej. Zaradi same, bi rekel, te procentualnosti težkega poteka, če mi rečemo 5% potrebuje napredovalo bolnišnično zdravljenje, 5% od 100.000 je velika številka. In to gre ogromno kadra, ogromno, jaz razumem, da marsikdo je bil zgrožen, kako bolnica zgleda prazna, da ni nikogar, saj ni nikogar, zato ker so res vsi v tistih 10 sobah, dobesedno, to so ljudje, ki se menjavajo na 6 ur,
ker drugače enostavno ne gre. Kot pravim, nekdo, ki je priklopljen na aparate, dejansko tedne je odvisen od 5 oseb na dan, dobesedno. In seveda na žalost pa na škodo mnogih drugih bolezni, ki bi morali biti ravno tako zdravljene. Tako da upam, da najdemo balans. Dober večer. Še moje vprašanje. Je možno, da človek dobi miokarditis in sicer zaradi cepljenja, če je od cepljenja minilo že skoraj mesec in pol? Hvala. Mesec in pol je, bi rekel, eno že zelo malo verjetno. Do enega meseca smo še videli, se zelo redko, ponavadi je to bilo v maksimalno 2 tednih, mlajši, ko je pacient hitreje nastopilo do tega, mesec pa pol pa je ravno tako neko stanje, da je možno, če je nekdo tudi seveda pri nas zaradi miokarditisa hospitaliziran, potem mi tudi naredimo analizo krvi na antigene, na vse možne, mi temu rečemo kardiotropne viruse, torej viruse, ki imajo tendenco napadanja srčne mišice. Me še zanima, koliko časa pa naj človek potem še se nekako malo varuje, dokler so simptomi prisotni, nekako 14 dni so bili zelo prisotni, zdaj počasi izvenevajo. Koliko časa naj človek še bo previden? Zdaj pri miokarditisu je glavna zadeva, da ni se zdaj treba toliko paziti česa drugega, kot pa je treba varovati srce. Namreč osnovno zdravljenje miokarditisov, tudi ali povzročeno z koronavirusom ali s katerimkoli drugim kardiotropnim virusom, je dejansko strogo mirovanje, torej odvzem vsakršnikoli telesnih aktivnosti. Torej, da rečem tako čisto po ljudsko, 14 dni res najbolj lenega ležanja v postelji, nato pa postopoma obremenjevanje telesa, absolutno pa izogibanje vsem nekim športnim udejstvovanjem, jaz kar rečem kar 3 mesece. Torej, to vključuje tudi neke ekstremno dolge sprehode, planinarjenje itd. Normalno eno je, da nekdo gre peš 5 minut v trgovino, kupi hrano ali pa karkoli, ali pa gre na nek sprehod okoli bloka po parku, to ni športno udejstvovanje, kar traja nekje do 15 minut, ampak ko nekdo misli, da bo zdaj on, ne vem, se natrenira ali pa ne vem kaj, pa hodi na, ne vem, 2-urne sprehode ali pa ne vem, hodi na planine, na Pohorje ali karkoli, to bog ne daj pa športanje, ker je to zadeva mladih, nogomet, tenis, absolutno to 3 do 6 mesecev odpade. Zaradi samega varovanja srca. Kaj pa imela sem v mislih sprehod, ki traja tam do 1 ure, pa ne v hrib, ampak tako lagano, počasi. Vsaj normalen tempo načeloma ne bi smel povzročati nekih večjih težav. Zdaj, 1 ura je kar nekaj in korakov in kalorij, zdaj z nekimi pavzicami načeloma ni nek problem. Ampak seveda tudi to mora biti neka zmernost in rekel, kasneje, ko s tem začnete, bolje danete svom srcu. Hvala. Jaz bi imel pa eno vprašanje in sicer se ne nanaša čisto na to bolezen, ampak na nekaj drugih. Jaz sem predsednik Koronarnega kluba tule Mežiške doline in mene zanima, lahko te povezave, ki pošiljate, lahko razdelimo tudi med naše člane ali jih ne smemo. Kar se mene tiče, lahko, ne. Seveda, normalno. Ker so izredno dobro predavanja, veš danes, da mi je žal, da ni veliko takih ljudi, ko bi potrebni tega predavanja zaslišati, ampak ga niso. Z veseljem, da je tudi več, marsikdo mogoče ni računalniško veš, pa internetno veš, pa se ni mogel pridružiti, ampak seveda vsaka informacija, ki pride do nekoga, da mu pomaga, je dobrodošla. Z moje strani vse dobro. Predvsej je takih ljudi, ko niti do povezave ne pride, ker ne vejo za to. Ker to je nekako velika škoda. Tudi res. Se pravi, v bodoče sem res poslužil od tega, da bom to razdelil med ostale ljudi. Lepa.
Mi bomo veseli, če boste delili te povezave, če boste preposlali Seveda, naprej. Bomo zelo veseli. Ker jaz imam ravno danes, oziroma zdaj v teh dneh je bilo nekaj 3-4 taki, ko so grozni anticepivci pa oboleli zdaj. Imajo približno enake težave, ko so bile za to navedene. Ja, zdaj se prepričevati težkega anticepilca je zelo težko. Seveda, Ne, zdaj, ja, ampak ja, to je, težave pa išče za pomoč pri zdravnikih. razumem. Problem je samo to, ko ti ljudje obremenjujejo tudi psihično Tako. zdravstveni sistem. Ne? Pač tu, nažalost, zdravniki, predvsem tudi nažalost splošni zdravniki, zato ker imajo največ stikov s temi ljudmi, nimajo nobenih varovalnih mehanizmov. Tako da, Hvala lepa. Menim, da je bilo naše druženje zelo uspešno. Seveda se temu lahko zahvalimo našemu izvrstnemu predavatelju. Marcel Bero je to opravil z odliko. Marcel, no, šalo na stran. hvala, primarij. Torej, mislim, da vem nekaj o teh stvareh in sem s tem predavanjem zelo bil zadovoljen in menim, da smo tudi pristopili na prav način, da nas lahko razumejo tudi takšni ali pa ljudje, ki nimajo seveda neke specifične izobrazbe. Zato so tudi vprašanja in odgovori, mislim, da smo jih črpali. Aha, še en chat, tu vidim, mogoče je zahvala ali kaj takega. Aha, ja, zahvala je. Ja, Zahvala, tako. ja. Ja, tako, to sem se že, torej zdaj smo že izven strokovnih voda. Torej, tako smo rekli, vsi se zahvaljujemo. Kot je gospod vprašal, seveda mi te linke ne čuvamo ljubosumno, ampak smo celo, tako kot so iz Ljubljane povedali, želimo, da čim več ljudi to pogleda, se informira in bi rekel, da cela stvar zaživi, da ni zgolj na nekih papirjih ali pa nekih člankih, ampak da se tako tudi nadaljavo lahko v živo pomenimo in potarnamo, če je treba. Hvala lepa vsem skupaj. Ja, hvala tudi vam. Hvala lepa. Hvala. Hvala, nasvidenje. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Ja.